Začnemo. Spoštovane, ura je čas in da ne bi bil čas raben tudi, kot je dejal naš Prešer. Naša Mateja citira Rilkeja tudi sama ljubi. Ampak danes bi vam predstavila 3 poetike, tako je naslov bodoče zbirke, za katero srčno upam, da bo ugledala luč sveta naslednje leto. Upam, da bomo dobili založbo, mora biti tudi sponzorja, ilustratorko imamo. Zdaj lepo vprašanje, a gremo abecedno ali kronološko? Tukaj imamo našo zlato Gajo, za katero nas tudi skrbi, mogoče bi bilo lepo, da v redu. Rešilca, če bo treba, bomo klicali. Malo se hecam. Hvala lepa, da smo skoraj zadnji dogodek, če se ne motim. Naslov 3 gracije oziroma 3 poetike se mi zdi izjemno primeren, ker vse 3 spoštovane in drage kolegice združujejo v sebi pravzaprav znanstveno-raziskovalni in umetniški potencial. Pri enih je to v začetnih fazi, pri nekaterih v srednjih, no, jaz sem pa mogoče v sklepnih fazi. Ampak zato pa sem mati prednica, malo za hec, malo za res. Ja. Naša Mateja Gaber, ki jo vsi poznate in so ji dobesedno vsi zavezani, predvsem njenemu humanističnemu poslanstvu, ne zato, ker je germanistka, ampak zato, ker dobesedno uresničuje in prinaša znamenja novega humanizma. Tako da z velikim veseljem sodelujem z Matejo Gaber, ki je po osnovnem poklicu germanistka in slovenistka. En aplavz za Matejo, prosim. Druga znanstvenica, ki združuje tudi oba pola v sebi, pravzaprav je Sara Špilec, doktorica znanosti, rusistka in etnolog. Ne, to znam izgovoriti. Pardon. Izgovoriti znam, samo se včasih pomotim, primerjalno jezikoslovje. Sicer je Sara, tisto, kar me bega, je pravzaprav to, da si bila mlada raziskovalka, s tem se reče MR, na etnologiji. Torej pravzaprav je razširila svoje področje delovanja. Sara je pravzaprav izrazito literarni tip, ampak je tudi vsestranska na področju umetnosti, ne samo da organizira, ampak tudi pravzaprav prevaja, tudi rada nastopa. In ker smo v 3 imeli Luigio Negro, tukaj vidite 3 moje dojačesice ali Primavero. En aplavz za Saro. In tisto zadnji bodo prvi ali prvi bodo zadnji. Je pa naša najnovejša Gracija, pravzaprav Gaja Klarendič. Po osnovnem poklicu je zdravnica, specializirala je medicino, neuroznanost, če se ne motim. In boste videli, kako pri svojem delu, njena pesniška zbirka še ni šla, žal, tako da upam, da bo išla. Mislim, da ima Sara izdanih nekaj pesmi in prevodov. Mateja je objavila prvo knjigo, Svet kot je škatlice vzet, drugi del zaključuje, tretji je pa v načrtovanju, mora biti triologija. No, in boste videli kasneje, ko se nam bo Gaja predstavila, pravzaprav kako na svoj izviren, znanstveni način pravzaprav pove kakšna znanstvena spoznanja na umetniški ravni. En aplavz za Gajo. In bomo začeli s prozo, a ne da Mateja. Kaj nam boš danes prebrala, prosim? Prvi odlomek je odlomek iz nove, še ne nastale knjige Svet je drugačen. In je odlomek iz bivanja v Kuvajtu, kjer sem preživela 2 porodniški in moj pogled na kuvajtsko žensko. Bušra je bila zelo izobražena ženska, elektroinženirka zaposlena na kuvajtskem ministrstvu za energetiko.
Preden sta z Alijem prvič prišla k nam na obisk, je Ali do potankosti pregledal naše kuvajtsko stanovanje, da Bušra v njem ne bi slučajno našla česa pregrešnega. Iz kopalnice se morala odstraniti reklamni plakat Sun Mix, vsaka ima svoj faktor, ki sem ga izrezala iz ene od slovenskih revij. Plakat je prikazoval nekaj lepih in različno zagorelih zadnjic, kar je bilo za kuvajtske razmere zelo pohišljivo. Stene smo odmaknili tudi oljno sliko ženske, ki je pomanjkljivo oblečena ležala na divanu, z Branetom pa smo morali tudi obljubiti, da Bušri ne bova povedala, da v lastni kuhinji pridelujeva vino. V Kuvajtu namreč nikjer ni bilo alkohola, še v najbolj ekskluzivnih hotelskih restauracijah Ritza in Hiltona so ob čudoviti kulinariki v kristalnih kozarcih stregli le vodo in brezalkoholne pijače. Slovenci, ki so v Kuvajtu imeli kar majhno kolonijo, so seveda proizvajali vino. Tej skupini vinarjev sva se priključila tudi midva z Branetom in se že v prvem tednu bivanja v Kuvajtu napotila v supermarket po Rauhov grozdni sok brez konzervansov, sladkor ter flaširano vodo, vinske hvasovke pa nama je priskrbela Stanka Nosan, najboljša medicinska sestra za opekline v Kuvajtu. Vino sva z Branetom nekaj časa kvasila v ogromnem turkiznem plastičnem sodu v kuhinji. Kuhinja je bila v vsem stanovanju edini prostor brez hlajenja in je bila kot nalašč za najino proizvodnjo vina. Kako vesela sva bila, ko so se čez nekaj časa v okolici soda začele pojavljati prave vinske mušice. V zadnji fazi sva skozi nekakšne filtre, ki so bili namenjeni za infuzijo v pediatrični medicini, pretočila svoje prvo vino. To ni bila nikakršna brozga, to je bilo popolnoma čisto vino z okusom in cvetico štajerskega šipona ali jeruzalemčana. Zaloga, ki sva jo naredila, je zadostovala ravno za čas najinega bivanja in zaradi nje sva se počutila zelo slovensko. Bušra od najine zaloge ni dobila niti enega požirka, še vrata v kuhinjo sva zapirala, da ji pogled ne bi ušel na sod s cevkami in filtri. Na obisku je bila zakrita, od strti je imela le obraz, Branetu pa je povedala, da bi ga rada srečala v Londonu, zato da bi videl, kako izgleda v evropskih oblekah. Veliko Arabk namreč pod črnimi abajami nosi najdražje modne kolekcije Chanel in Dior, pogled nanje pa je prihranjen izključno za moža in ženski del družine. Bušra je bila kraljica omizja. Ali pa je prekimaval in dobesedno jedel iz njenih rok. Vsako stvar mu je svojega krožnika dala v usta, iz rok v usta. Ta starodavni način hranjenja nam je z Branetom doletel, ko je bila situacija obrnjena in sva bila midva gosta v Alijevi hiši. Ogromna vila, zaščitena z vsaj 2-metrsko zidano ograjo, je bila svetišče hladu. V Kuvajtu zunanjih 50 ali 55 stopinj Celzija namreč nepričakovano stopiš v sobnih 16 stopinj, tako da te v notranjostih kuvajtskih prostorov največkrat zebe. Bolj kot so ljudje v Kuvajtu bogati, bolj hladni so njihovi prostori. V največji sobi so na umetnih tepihih razgrnili ogromno plastično ponjavo, na katero smo se usedli, dokler služinčak pod Bušrino komando ni začela nositi hrane. Z Branetom sva sedela vsak na eni strani tik ob Aliju. Pred Alija so prinesli največjo ribo na svetu, potem pa je on, tako kot pred časom Bušra pri nas, s prsti segal po ribi in naj jo z Branetom izmenično pital. To je bila kar hard izkušnja, riba hamur pa je bila izvrstna. Takrat naj jo Ali tudi naučil, kako s prsti jesti riž, ki je brez okusa po kovini veliko bolj slasten. Na najino presenečenje so po obroku prispravili ostanke hrane tako, da so ponjavo zvili in z njo vred vse, kar je bilo na njej. Kakšno pomivanje posode in pribora, kakšni pomivalni stroji, bacaj. V 1 minuti je bilo vsega pospravljanja konec. Če se ne bi pravočasno odmaknila, bi še mene zarolali v plastično ponjavo. Veliko manj kraljevska pa je bila Bušra izven domačih zidov. Nekaj dne sva z Branetom srečala Alija na ulici, kamor sva zelo redko zahajale, saj je bilo na ulicah vedno prevroče. Kar nekaj minut smo se pogovarjali, dokler Ali ni omenil, da je z njim tudi Bušra. Kako sem strmela, ko je Ali pokazal, kako v kakšnih 10 ali več metrov stran stoji popolnoma zakrita ženska pojava v abaji, za katero se je izkazalo, da je Bušra. Bušra z diplomo, Bušra z ministrstva, Bušra inženirka elektrotehnike, Bušra, kraljica domačih služničadi in obenem Bušra brez pravice govora, brez pravice, da si razkrije obraz, Bušra brez moči nad služničadjo, ne Bušra. Hvala lepa. Kot ste videli, o Matejinem branju pride do izraza, njen smisel ima pravzaprav elemente življenjskosti.
lahko rečemo, da je tudi realistično, vsakodnevne stvari, ampak pravzaprav ta smisel za humor, ki po eni strani definira, po drugi strani rahlo smeši, pravzaprav ali ironizira te odnose, ki so. In ta njen pogled, da ene stvari gleda z daljnoskopom, druge pa z mikroskopom. In to se mi zdi pa tvoja značilnost. Draga Mateja, zdaj bi pa prosila, gremo 3 kroge. Ja. In bi zdaj prosila našo Primavero. Sicer pa pravzaprav se sprašujem, zakaj Matejna prva knjiga Svet kot iz škatlice vzet ni že na kakšnem slovenskem odru. Ker je tako berljivo besedilo, ker je tako optimistično, za razliko od teh dekamornih pesimističnih besedil, vse je polprazno ali popolnoma prazno. Tukaj, čeprav je praznina, ta praznina je polna enega smisla. In Mateja vse te tragične ali drobno tragične dogodke v prvi knjigi narativno osmisli in doda element humorja. In to je dodana vrednost sodobne književnosti. Upam, da prideš na oder. Naša Sara je pa že na odru. Sara, izvoli. Hvala. Jaz bom pa zdaj smrtno resna. Namreč naslov naslednje pesmi je Osmrtnice. An, ban, pet pogan, kdo bo danes moral stran? 1, 2, 3 ga je pobralo. Ko je knjigo v dar prejel, ga je blazni smeh popadel. Bog je na pomoč prišel. Vozi se po avtocesti, radio da bolj na glas, zadnji spev Šeherezade jo zanesel je čez pas. An, ban, pet podgan, kdo bo danes moral stran? Šla ste v kino, rosno mlada, Leonardo je igral. Od takrat naprej med njima ni bilo več najbolj prav. Prvič stopi v galerijo, tam začarajo Monet, da je slepa za vse moške, ko opravi svoje, gre. An, ban, pet podgan, kdo bo danes moral stran? O, lega, ta je diplomiral. Norec, nikar, zakaj? Ni denarja, ni prostora, z Bogom, au revoir, goodbye. Tale ves čas nekaj piše. 3. knjigo je izdal? Pa koga briga, vsega še nihče ni bral. Naš ponos, kako je čeden, le kaj fantek bo postal. Bo predsednik, bo prisklednik, filozof, pesnik, drhal. An, ban, pet podgan, kdo bo danes moral stran? Tvoj telefon se opravičuje. No, prej sem se rahlo picala, ali pa tudi ne, da je Sara že na odru. Ona je pravzaprav zelo svojo poezijo tudi predstavlja na odrskem način, kot ste videli, zna tudi na pamet. Če poslušamo njena besedila, vidimo, da je izrazito literarni tip, da ima precej elementov intertekstualnosti. Vse 3 gracije so tudi narekovali predmeti študentskih seminarskih nalog, kljub temu, da poučujem pravljice 300-200 let stare, da dajem prednost živi književnosti. In pred seboj imate živo književnost in tudi študenti pedagoški vsi vzamejo besedila Mateje, Sare pa Gaje,
komunicirajo z njimi, pripravijo PowerPoint in tudi te pesnice oziroma pisateljice pridejo na pedagoško in imamo ure žive književnosti. Prednost je potem. Zdaj pa predstavljamo tretjo sintezo znanosti in umetnosti, a dovoliš, da tako rečem, našo Gajo, ki povezuje dva zanimiva pola, pravijo, statistika pravi, a slišimo ptičke, statistika pravi, da 2% zdravnikov piše, sigurno menim, da je več. Bomo videli, Anela Gaja izvoli, kaj nam je boš? Hvala, Miliva. Jaz moram priznati, da jaz sem tak natušček, kar se tiče jezika, no, tako da je moj jezik mnogo manj bogat, pa poln, kakor od kolegic, drugi dve krati. Ni res. Ja. Ampak se od njih veliko lahko naučim, no, tako da danes za prvo pesem sem se izbrala Imunologijo zla, ki gre tako. Ko si ga rodila, si želela njegovo sobo očistiti vseh klic zlega in grdega. Obsedeno si sesala, pometala in brisala vse, kar bi lahko okužilo njegovo nedolžno dušo. Pravljice si zdrgnila do kičaste prijaznosti, spočetja so bila samo brezmadežna, besede pa prekuhane na tako visoki temperaturi, da so skrčile svoj pomen. Dokler nisi nekega dne skrušeno ugotovila, da je njegov imunski sistem iz dolgčasa začel proizvajati avtoimune bolezni, neprimerno bolj nevarne od blagih okužb. Mateja, Sara, pa mogoče ti, ko imaš tako kratke pesmi, bi združila dve. Ali, ja, potem pa daj še eno, ali lahko? Bom sem eno. Ta druga bo pa ne bo nič o medicini, je pa naslov Restavratorki. Ne vem zakaj, ampak sama res cenim ta poklic in vedno, ko sem v galeriji, se sprašujem, mislim, tako veliko sem se vprašala, če ni tako, da restaurator mogoče celo več ur porabi z neko umetnino, kakor sam umetnik, ki jo dela, ampak še nikoli nisem videla v spodaj podpisanega nobenega restauratorja, no, tako da imam neko tako tiho občudovanje do njih, pa do njihove anonimnosti. Restauratorki gre pa tako. Kratek zapis informacij pod umetnino starega mojstra te ne bo omenjal. Tudi vodiči, ki bodo opevali njeno lepoto in avtorjevo genialnost, bodo pozabili nate. Večno nevidna boš, čeprav boš na sliki pustila nešteto sledi ur in dni in talenta, da bo lahko sijala v svoji veličini. Samo ob zares temnih in samotnih galerijskih ponedeljkih se bo njen nasmeh zabliskal le zate. Hvala lepa, Gaja, za ta paralelizem in pravzaprav, da osebe, liki, dogodki z margine pridejo v središče. Zdaj bi pa prosila našo Matejo za drugo besedilo. Izvoli, Mateja. Naslednje besedilo, ki sem ga izbrala, je moj Trst, moje doživetje Trsta. Marta, ki jo pa omenjam, je pa prijateljica in kolegica Marta Virginela. Pogreb Martine mame je bil v majhni vasi Kontovel, ker pa smo formalno bili izza slovenske državne meje, je na tabli pisalo tudi Kontovelo. Ko smo prispeli na Kontovel, smo najprej poiskali cerkev, saj smo predvidevali, da bo v njeni bližini tudi pokopališče. Cerkev smo si ogledali, pokopališča pa nikakor nismo mogli najti. Potem pa smo sodobni pogrebci, kot smo bili, vključili GPS in Google Maps ter vtipkali ustrezne podatke. Pol ure smo potrebovali, da smo po klancu navzgor in zopet po klancu navzgor in po nekaj dodatnih telefonskih klicih z napotki prišli do prave cerkve in tudi do pokopališča. Pred vhodom v cerkev bil majhen prostor, kjer so se maloštevilni farani Kontovela od nekdaj zbirali po maši, da bi malce posedeli v prijetni senci, da bi fantovo oko našlo zalo dekle, da bi kakšno rekli o vinu, ki nastaja v sodih, zapeli. Ta prostor je bil zamejen z nizkim kraškim zidom, izza katerega se je odpiral čudovit pogled na Jadransko morje. Buči morje Adriansko, bilo nekdaj si slovansko, ko po tebi hrastov brod vozil je slovanski rod.
Ko ob tebi mesta bela naših dedov so cvetela, ko so jadra njih vojske, so nosila njih ime. Molči morje, kam si djalo, ali si ladje pokopalo, jih razbilo ob peči, da jih videti več ni. Ni jih morje potopilo, ni jih ob peči razbilo, da jih videti več ni. Tega krivje videti ni več, tega krivje tuji meč. Simonjenko, ljubezen iz šolskih dni. Jenkovo bolečino ob izgubi nečesa, kar je opredeljevalo naše, torej tudi moje slovanske prednike, me je kot nenaden srh spreletela po vsem telesu. Tuji meč je posegel ne le v nekoč slovansko morje, ki se je vsem blišče odpiralo pred menoj, temveč tudi na Kontovel in njemu podobne vasi ter zaselke po vsem Tržaškem zaledju in še dlje do srče Furlanije in Julijske krajine. Kako malo vem o našem morju, kako zelo daleč je Jadran za vse nas, ki živimo v Ljubljani. Koliko manj pripadnosti morju čutimo v srču Slovenije, kot to občutijo tukajšnji prebivalci. Kajti tega občutka pripadnosti ne moreš dobiti s poletnimi počitnikovanji in obiski obale ob lepih koncih tedna. V obrazih pred cerkvijo pa sem ga prepoznala, kajti ta pripadnost morju in zemlji ob njem je del njih, odkar je prva slovanska noga stopila na to vinorodno zemljo in jo posvojila kot majhnega otroka, skrbela zanj in ga vzgajala, dokler ga niso vzeli. Po obredu v cerkvi sem še enkrat stopila pred zid, da bi videla morje. Popoldansko sonce je prej modro gladino spremenilo v srebrno, močna bleščava pa je komaj omogočala pogled na levo proti Trstu in na desno proti gradu Miramar. Pridružila sem se pogrebnemu sprevodu in skupaj z ostalimi pogrebci prišla na vrh hriba, kjer je bilo pokopališče. Martine mame nisem poznala, toda v vseh besedah, ki so jih ob grobu spregovorili njeni bližnji, sem jo videla kot prispodobo vsega slovenskega na italijanski strani. Nekatere narečne besede sem slišala prvič in bile so mi tuje, a ni mi bila tuja njihova vsebina, polna ljubezni do bližnjega in zlasti do domovine. Narodna zavednost je na tem strmem pobočju nad Jadranskim morjem veliko bolj živa kot onkraj italijanske meje v matični domovini. Tukaj vsaka beseda nosi v sebi prisego, mati Slovenija, tvoji smo sinovi, naše je življenje tvoje, ko pozoveš nas. Mati Slovenija, strti se okovi, mi pripravljeni stojimo slednji čas. Nam v Ljubljani se vse zdi bolj samoumevno. Prideš v trgovino, govoriš slovensko, greš v trafiko, časopisi so slovenski, urejaš stvari na tobačni, vsi govorijo slovensko, prižgeš poročila, slišiš slovenščino, še policaj, ki te ustavi, govori slovensko. Morda smo se malo preveč razvadili in prehitro pozabili, koliko let, koliko boja in koliko odpovedovanja je bilo potrebnega, da smo lahko mirni in zadovoljni v slovenskem okolju. Na Kontovelu niso pozabili in se od Martine mame poslovili v slovenščini. Na Kontovelu nad Trstom sem ponovno zljubila svojo domovino. Ne morem, da se ne bi odzvala, ampak s tem analitičnim umom Mateja, to je čista Šeherezada. Ti pa ohranjaš motiv Šeherezade, to je pravlični motiv v Hans-Jörg Guterjevem indeksu, ki pravi, pripovedovanje reši življenje Šeherezade. In naša Matejka je pravzaprav nova Šeherezada in vidite, tudi okvirna pripoved je bila, ki se sicer začne s pogrebom, ampak vidite, kako Matejka zna najti v tebi, tudi nekateri, ki verjamejo, bi rekli Jakobovo listev, tisti, ki verjamemo v Astrid Lindgren, pa rečemo sončni žarek. Matejka čudovita. Gremo naprej, Sara, izvoli. No, zdaj bomo pa malo bolj radoživi in gremo k prvencu. Avtorica s podpisom jamči, da je njena stvaritev ne dolžna. Da ni bila še nikoli obsojena za neizrečene ali velike besede, z redko besedno dno, perverzijo. Da ji še niso grozili z opombami pod črto, je vlačili po zobeh, je izgnali z družbenih omrežij, je izgovarjali brezsramno vnemar celo, ker Picassu, zanjo ni mar.
da ne bo nikogar prebodla z Amorjevo puščica, temveč bo hashtag nič hudega sluteča pahnila na kolena, ga okovala z zvestobo, ker ne ljubi, temveč voli, in da se bo pod ključem znašla samo v predalu. Beri kmalu. Če lahko komentiram, Mati Prednica. A tukaj imamo drugi pravljični pristop Filomene, ki pravzaprav travmo, tako kot Filomena v grških mitih, pretvori v tkanino, v vezenino in iz nje ustvari umetnost. In tudi naša Sara, dovoliš, da tako rečem, pravzaprav se odziva na lahko aktualne, a lahko pa prejšnje dogodke, tako da jih pretvori v umetnost. Čestitke, Sara. Ja, naša draga Mati Prednica je pravkar dala pesmi novo ime, poslej bo Filomena, naslov. Adijo, prvenec. Hvala lepa, zdaj imamo tretjo ustvarjalko, pa iščem literarno-teoretičen termin, ampak bi dejala zaenkrat paralelizmi, to je delovni termin. Bomo slišali še kakšno Gajino pesem, izvoli Gaja. Jaz sem vajenec, ker v resnici sem Milevo tudi tako spoznala, da sem se prvič v življenju vpisala na delavnico, ki jo bi mogla upravljati Parsari, ampak so me čisto po mojem po naključju razporedili k Milevi, kjer sem potem namesto na delavnico pesmi ali pa poezije prišla na delavnico pravljic in v tem neizmerno uživala. Sem pa dobila tudi velik pouk v pesništvu. Drugače pa, ker ste omenila Mileva glede Mati Prednice, zadnjič sem Mateji, ki je strokovnjak za srednjeveškost, sem mi povedala, da sem postala navdušena nad Sveto Hildegardo. Ja, Hildegard von Bingen. No, in Hildegarda je bila v Bingenu v bistvu imela neko svojo skupnost samostansko, ampak kar me je presenetilo, je v neki knjigi o ženskah v srednjem veku, ki so bile zelo napredne, sem prebrala, no, da je bila tudi ona izjemno liberalna za svoj čas, ne samo, da je bila pomembna politična figura, je tudi prva na svetu opisala ženski orgazem. Tako netipično za Prednico. In v njenih buklah zeliščarskih so noter tudi recepti za splave. Tako da je v bistvu v tistem času ženskam, če jih je nosečnost ogrožala, je priporočila, da se v bistvu reši žensko in neplodno. Tako da sem bila zelo navdušena nad eno Mati Prednica. Ok, zdaj pa da ne bom preveč nakladala, bom prebrala samo eno pesem. Ja, jaz sem pa Mateji to takoj napisala, ampak itak že vse vedela. Ker se mi je zdaj tako zanimiva. Moja... Pesem je naslov Gojeno življenje. Če bi že morala živeti kot žival na živalski farmi, bi si izbrala ribogojnico. Vsaj plavala bi lahko prosto v vodnih boksih pod modrim nebom, ter se odločila, s kom bom zaplodila ikre. Ne bi bila kot kaka svinja, zaklenjena v boks, kamor nikoli ne posveti kaj drugega kot neonska svetloba, kamor bi me prišli brez opozorila oploditi in namnožiti semenom prašiča, ki mi ni dvoril in mi ni dišala njegovo scanje, da bi mu pustila naskok. Predvsem pa bi upala, da imajo ribe res samo nekaj sekund spomina, ker ali se je res vredno spominjati gojenega življenja. No comment. Mateja, izvoli. Zdaj gremo zadnji krog. Vi pa razmišljate, če boste imeli kakšno vprašanje za naše delegacije. Prosim. Zadnje besedilo ni tako patetično kot prejšnji dve. Govori o Branetu. Brane je namreč glavna zvezda moje knjige. Tamle je. In sicer, Brane je po horoskopu Oven.
Sprva mu njegovo astrološko znamenje pa je ni bilo všeč, potem pa je nekoč gledal ovce v ogradi, kako so tekle pred ovnom, ki jih je lovil. Vse ovce, druga za drugo, tik ob ograji. Oven si je najprej ogledal situacijo, potem pa se je pokazala ta njegova umetnost, ki mu zmaga ne more uiti in zna razmišljati izven običajnih okvirov. Oven je odsvrl po diagonali in tako presenetil eno izmed nič hudega slutečih ovc, ki se je potem obetalo, da bo povrgla mlade jagenčke. Saj ne, da bi to umetnost osvajanja Brane kot astrološki oven uporabil tudi pri meni. Tu sem mu jaz pomagala in mu prišla kar naproti. Nisem tekla stran, kot je že od pradavnine naprej tekla množica žensk pred menoj. Rezultat ne teka so 3 hčere, Hana, Valeska in Elena. V zvezi s tekom ima Brane tudi zelo zabavno teorijo in obenem razlago glede vprašanja, zakaj so ženske počasnejše od moških. Zaenkrat na svetu namreč ni ženske, ki bi lahko premagala moškega zmagovalca v hitrem teku. Takole pravi Brane. V pradavnini so moški hoteli oploditi ženske, kar je zelo naravno. Ženske so seveda malo iz sramu, malo iz strahu tekle pred njimi. Vse tiste, ki so bile dovolj počasne, so moški v erektivnem stanju dohiteli in oplodili. Potomstvo je bilo zajamčeno. Vse tiste ženske pa, ki so moškim ušle, ker so bile od njih hitrejše, so ostale neoplojene. No kids, no babies, nada. Tako se gen za hitrost pri ženskah ni prenesel v naslednje generacije, medtem ko se je gen za hitrost pri moških prenašal, saj so v svoje potomstvo poslali najbolj hitri tekači oplojevalci. Pri ženskah se je prenesel samo gen počasnosti. Tako enostavno je to. In če pomislim, Brane tu v nobenem primeru ne bi mogla uiti, kajti tudi, če bi bila po ne vem kakšnem naključju hitrejša, bi me kot oven iznenadil po diagonali. Imam pa zelo hitro sestrično Natašo Seliškar, ki je danes tukaj z nami, ki je uspela zadržati gen za hitrost, a se je znala po darwinovsko zelo dobro prilagoditi in si je vseeno zagotovila potomstvo 2 čudovitih sinov. Nataša je v 80. letih prejšnjega stoletja bila kraljica atletike, potem takem kraljica športa. Leta 1984 je v Atenah z rezultatom 53:05 postavila rekord Slovenije, takrat Jugoslavije, v teku na 400 metrov, ki je zdržal celih 16 let. Prva jo je leta, Prva jo je leta 2000 prehitela Brigitta Langerholz in šele nedavno so njene rezultat izboljšale druge slovenske atletinje. Vsekakor pa je Nataša s 5. najboljšim rezultatom v Sloveniji, ko po tolikem času absolutna kraljica, Her Majesty Nataša Seliškar, danes Nataša Milanović. V glavnem, tudi v tej knjigi seveda pišem o svojih izkušnjah, o svoji družini, o stricih, ki jih ni več, o tetah, ki jih ni več, o prijateljih, ki so in jih ni več, ki so bili, pa so odšli, pa so prišli drugi, ampak glavna zvezda pa, kot rečeno, je Brane. Knjigo pa, ko bo izšla, bom pa posvetila svoji mami, ki ima 92 let in je danes tukaj z nami in je prišla v Ljubljano na predstavitev iz Murske Sobote. Leta 1956 je že kot 24-letna odšla v Mursko Soboto kot višja sestra. Bila je edina višja sestra v Pomurju in je bila takoj glavna sestra. Ob 8 zdravnikih, ki jih je Prekmurje takrat premoglo, razumela ni ničesar. Srečala je pa na srečo mojega očeta in pravi, da je bil tati, hvala Bogu, pameten za oba. Tako da knjiga bo imela posvetilo mami. Izjemno lepo zaploskamo. No, kot vidite, naša Matejka piše ne sago o Forsajtih, ampak sago o Gabrovih in tako naprej. Ampak Ezop je napisal tudi basen, da vsak pameten pastir ne čredo ovac, da tudi kakšno kozo. Ker ovce gredo vse v prepad za ovnom, koze pa ne. Gremo na drugo izvajalko. Ker smo v neposredni bližini rimske in slovenske, je na mestu tale pesem z naslovom Tujka. Našli so me v grobnici sredi slovenske ceste in obrisali poljub Zuhana, ki je razsvetljeval pot do tvojih vrat.
Zazvončkljal je vsakič, ko si se z ustnicami približal moji tuniki in se pregrizal skozi stoletja, tisočletja. Potem pa obstal v prometnem zamašku, daleč stran od rimske zime in slovenske pomladi. Bravo, Sara. Lepo, no, gremo naprej. Naša... A bo še? Še eno. A nimaš rezerv? V redu, potem bomo rezervo kasneje. Prav? A ne bo. Oda rezervi. Prosim, Gala. Beremo to tudi jaz? Sara je igralka, kot vidite in slišite. No, jaz vseeno mislim, da je bilo fino, da ste imeli privilegij slišati avtorico brati svoje pesmi. Jaz pa nadaljujem z njeno basnjo. Danes smo se s profesorjem sprehodili skozi živalski vrt. Kot prva nas je izza rešetk svoje bolniške postelje z velikimi, prestrašenimi očmi gledala veverica Pokapi. Profesor je bil skrben in ji je predpisal še nekaj dodatnih, kot lešnik velikih zdravil. Nato smo se ustavili pri ranjenem medvedu. Zaradi svoje težavnosti je potreboval posebno ogrado, da ostale živali niso trpele ob pogledu nanj. Proseče nas je gledal in vedeli smo, da si želi le nekaj besed, ki bi spominjale na sladkobnost medu divjih čebel. A ker se besede težje predpisujejo od tablet, ni dobil ničesar. Nato smo se preostanek vaj potikali med rešetkami bolniških kletk, postelj, in mirno opazovali vse te uboge živali, ki so tako razgaljene ležale vse povprek po sobah in so z velikimi ugaslimi očmi prosile, naj jih vendarle spet spustimo v divjino življenja. Bravo. Ker so na slovenskem prostoru znane kot zelo kritično od učnih načrtov, upravičeno, taka besedila bi dala obvezno učne načrte in uberila, zato ker spodbujajo empatijo. Tukaj imamo Sabra Miško, medvedke sladkosnene in druge, recimo temu druga živa bitja z drugega zornega kota. Zato je pomembno, da povezujemo znanost in umetnost in empatijo. Želi še katera izmed Gracij kaj prebrati?